Draga Alenka, spoštovani gospe in gospodje, že dolgo nisem pisal referata in tudi ne vem, če bo to referat. Sem pa hvaležen za to povabilo, za to priliko in se udeležujem tega z veseljem in z veliko hvaležnostjo. Da bi si malce osvežil spomin, kaj sem bral pred davnimi leti, sem se napotil v Slovansko knjižnico za Bežigradom, tam je zdaj, in sem si naročil Zaliv, most in kaplje. Od vsakega sem nekaj dobil, ampak od nobene revije nimajo prvih številk, kar na svoj način govori, kako je bilo, čeprav danes bi se dalo s primerno tehniko vendar oskrbeti tudi manjkajoče številke. Ampak to jemljem kot zanimivo posledico nekih drugih časov. Zdaj bom pa šel malce po letih. Se pravi, 1964 začnejo v Trstu graditi most. Leto pozneje začne slovenski prostor prezračevati Draga. 1966 začnejo v slovenski ideološko zabetonirani dolgčas rositi idrijske kaplje. Iz zaliva pa potegne veter, ki doseže slovenska ognjišča po vsem svetu. In tistega leta, pravkar smo poslušali, kako je bilo s potnim listom, tistega leta smo dobili novomeški gimnazijci prvo priliko, da gremo čez mejo. Takrat sem dobil potni list in smo se odpravili proti Trstu, po prve kavbojke seveda. In ustavili smo se na občinah in smo bili vsi, kako bi rekel, vznemirjeni, da smo prišli v nek drug svet. In nekemu Lojzetu iz Čužne vasi se je zgodilo, da je želel na občinah, na pekarni, na kateri seveda ni bilo slovenskega imena, je želel kupiti kruh in je rekel, da bi mezzo di pane. Trgovka je pa rekla, a bi ti rad črnega ali belega. Torej, ta ocvirk vam sporočam zato, da boste bolj razumeli, kako je bilo, kaj smo vedeli oziroma česa nismo vedeli. Jaz sem mislil, da se bom udrl od sramu po tistem črnega ali belega. In ta prigoda mi je, rekel, ostaja v enem posebnem spominu, ker od takrat naprej se je pa začelo drugo vedenje in skočim kar v leto 1967, ko smo študentje zgodovine brucovali in smo vprašali naše slavne profesorje, doktorja Boga Grafenauerja, Ferda Gestrina, doktorja Cvitra, kako bi bilo, če bi se mi odpravili v samostojno državo leta 1967. In vsi trije profesorji so bili zelo hitri in jasni z odgovori, so rekli, fantje, ne sanjajte, ni mogoče. No, 25 let ali nekaj let kasneje sem poslušal v neki drugi vlogi iste stavke, bodite realisti, ne sanjajte, nihče vas ne bo podprl, politika je stvar mogočega. Ampak v mojem spominu izstopa leto 1968 kot nekaj posebnega. To je bilo leto okupacije Češke, je bilo leto vseevropskega študentskega gibanja, ki je imelo nekaj odrastkov tudi v Sloveniji. In takrat iz Trsta pluskne na drugo stran tudi knjižica po imenu Slovenija kam? 68, v katerem takratni štirje slovenski razumniki iz Rima, med katerimi sta dva še živa, doktor Rebernik, pa še eden je živ. Ciril Valant je še živ. Torej pozovejo k državotvornemu gibanju, ga naslovijo tudi na partijo kot edino navzočo politično silo. In se v napovedi samostojnosti slovenske države zmotijo samo za 2 leti. No, v tem letu se je spočela tudi revija 2000, v kateri sem bil kasneje odgovorni urednik.
In v tistem krogu vam moram povedati, da smo brali Zaliv in Most, bi rekel, da smo neučakano čakali, da pride pošiljka analitičnih, diagnostičnih, kritičnih in ideoloških prispevkov. In to se je resnično bralo. To je bilo tisto, kar nam je pomagalo k rasti, k izostritvi naše zavesti, naše intelektualne ostrine in tako naprej. In v Mostu so me najbolj pritegnili Lokar, Rebula, Rožanc, Vremec, v Zalivu seveda Pahor. In v moji zavesti še odmeva Lokarjev dialog s Pahorjem po njegovih glosah, seveda. In v posebnem spominu mi ostaja Pavle Merku, ki je, kot je bilo že povedano, pozna zamejce in unejce. In jaz se spominjam sintagem iz tistega časa, posebej iz tega leta, ne. Pahorjevo suvereno slovenstvo, Rožanc šel delati na novi podobi slovenstva, Lokarjev poziv k enotni in skladni zavesti, tukaj slišim malo Kocbega, ne. Torej vse to je odmevalo po Sloveniji, ne samo v krogu revije 2000, ker se je zbralo nekaj mlajših razumnikov krščanskega porekla. In to je pač krepilo našo zavest. In obe ti dve reviji sta prispevali močno k formaciji zavesti, ki je bila kasneje podlaga tudi državotvorni zavesti s projektom samostojne slovenske države. In ni šlo samo za branje. Vrsto let se je dogajala ustvarjalna ozmoza čez mejo in veliko prijateljskih vezi. Jaz sem v teh bolj političnih letih, potem pa tudi že prej, rekel, spoznal skoraj vse avtorje Mostu ali Zaliva, razen kakšnih tujcev. Tudi gospoda Boža Kosa, ki se je oglašal iz daljnega Tokija. Pardon, se opravičujem, poznam razliko, ampak mi je Božo prej prišel. Ja, Vladimirja Kosa, ki je še živ. Nisem srečal nikoli Tusena Hočevarja, sem pa seveda bral njegove knjige, ne. Ostalo mi je v spominu, mislim, da je gospa Gregorčičeva, to je bil psevdonim, to je bila Marija Kržič, predstavlja Šardena. Skratka, veliko stvari se je dogajalo. Mi v reviji 2000 smo tudi po zaslugi te ozmoze potem razvili tudi več pozornosti do Slovencev. V Italiji smo šli, v Beneško Slovenijo, smo v Sesljanu organizirali en poseben tabor na temo slovenskega zamejstva. In še nekaj sem si tukaj zapisal, da ker mi smo imeli v teh časih od Kapelj do Nove revije veliko tega ustvarjalnega prelivanja. Ljudje, ki so pisali v Kaplje, so kasneje pisali tudi kaj v Tržaške revije. Ljudje, ki so nastopali v teh revijah, so kasneje pisali v 2000 ali v Novo revijo. In meni se zdi to ena taka, bi rekel, posebna zadeva. Tudi dva naša nosilca revije, Peter Kovačič, ki je bil glavni urednik, in Vili Stegu, ki je že pokojni, sta tudi ravno leta 1968 objavila pesmi v Mostu. In dovolite, da navedem Stegujeve znanilske stihe, ne. Takole pravi Vili Stegu: "Včeraj še stali smo tihi, pobiti, a v nas kot da pritajen veter vrši, nezadržno seme upora začelo je kliti." To je leta 1968. Ampak to, kar je napisal Vili, mislim, da ne prihaja iz Pariza, od Cohn-Bendita, ampak da je prišlo od doma. Ali pa je čutiti malo tržaške sape.
Še to bi rekel, da sem bil izredno vesel tudi zapisov Borisa Podreke, ne samo zaradi njegovega odnosa do Plečnika in tako naprej. Sem pa zdaj, ko sem še enkrat pogledal te revije, ugotovil, da je pisal v Most tudi moj nekdanji oziroma kasnejši minister v Demosovi vladi Ingo Paš, ki sem ga danes tu nekje že videl. Ingo, pozdravljen. Skratka, gospoda Vremca pa sem kasneje bral bolj pozorno kot na začetku, ker se je ukvarjal z urbanističnimi vidiki, jaz sem bil pa 10 let ene vrste urbanist na Urbanističnem inštitutu. No, zdaj bomo šli pa v leto 1975. Takrat sem se z mojim čudovitim profesorjem geografije Ilešičem odpravil nekoč na Beneške kulturne dneve v Špeter in mislim, da je bila zraven tudi dr. Breda Pogorevc. Smo bili ena posebna pisana druščina v tistem avtu, ampak nazaj grede so mi v Rožni dolini zasegli vse knjige, ki sem jih kupil v katoliški bukvarni v Gorici, in torej vse knjige v slovenščini, druge so pustili, in tam je bil seveda tudi Zaliv skozi z Bakovim intervjujem, ki sem ga nesel že tja, ampak so mi ga tudi prijeli. No, in jaz sem rabil nekaj mesecev, da sem te knjige potem dobil nazaj. Naj sklenem, spoštovani zbrani. Reviji sta sicer izhajali v Trstu. Zelo nerad pa rečem, da sta bili zamejski. Bili sta vseslovenski, odpirali sta bistvena vprašanja osebe, slovenstva, demokracije, sveta, predvsem pa sta odpirali prostor svobodnega izražanja, ki je bilo v Sloveniji močno omejeno oziroma nemogoče. Obe reviji sta izhajali geografsko na robu slovenskega poselitvenega prostora, ampak duh se ne ozira na geografijo. Po moči duha sta bili osrednji, če uporabim ljubljansko govorico, ki pozna osrednja glasila in podobne stvari. Skratka, če kot geograf vendar sledim malce geografski terminologiji, potem rečem in sklenem, da gre za primer, ko je rob postal center. In jaz bi rekel, da to ni bila sredina, to je malce kompromitiran pojem, zlasti v političnem pomenu besede, ampak to je bila slovenska sredica. To je bilo slovensko jedro, okrog katerega so se dogajale prave stvari. Leto 2021 ne bi šel na ulice, bi se pa vseeno, sem si pa po stari navadi, sem si zapisal par stavkov, ki sem jih zdaj ponovno prebral in ki se mi zdijo pomenljivi za ta čas in ki mi govorijo tudi to, da bi kazalo kakšen zapis v obeh revijah tudi danes še enkrat prebrati. Marjan Rožanc, citiram: "Kadar ni vsega pisano z veliko, lahko na Slovenskem zavlada le nič." Tudi to je iz leta 1968. Lokar, isto leto: "Edini izhod je v potrpljenski rekonstrukciji zavesti, v reviziji pojmov, v podiranju mitov." Na koncu si bom pa pomagal z Borisom Podreko, ki sem ga pred nekaj leti na Dunaju vprašal, kako bi diagnosticiral čas, v katerem živimo. Je rekel: "Vse je fluidno." Torej, napisal sem si še nekaj. Kdo bi danes lahko napisal Demon Luke Dončića, potem ko je Marjan Rožanc nekoč napisal Demon Ivana Doneva? Hvala za pozornost.